Dober dan, en prav lep kolesarski pozdrav. Danes sem se odpravil malo v Goriška Brda, da vam po poti povem, kakšne so moje čarobne tehnike kolesarjenja v dežju. Vidi se, da je 2 dni padal dež, ampak zdaj so ceste že suhe, prijetno sončno je in čudovitih 22 stopinj Celzija. Pri prejšnjem videu o motivaciji se je v komentarjih oglasil gledalec Andrej, ki je vprašal, če obstajajo kakšne čarobne tehnike pri vožnji v dežju. Jaz ocenjujem, da se kolesarji praviloma izogibajo vožnji v dežju. Vsaj tako vidim, ko grem po dežju z avtom, ker so ceste v glavnem prazne. Če pa slučajno kdo v vožnji v dežju uživa, naj se pa kar javi in naj navede svoje razloge. Seveda, dokaj enostavno je, če lahko sami izbiramo vreme za kolesarjenje. Nekaj popolnoma drugega je pa recimo v Angliji, kjer je dež zelo pogost in vidim na YouTubu, da velikokrat kolesarji vozijo kar v mokrem. Jaz v dežju sigurno ne grem kolesarit. V mokrem kolesarim samo takrat, kadar me dež dobi na cesti. Če se vreme pripravlja k dežju, oziroma da grozi, da se bo v kratkem ulilo, se pa največkrat zaženem čez Solkanski most v Sabotinski klanec in delam tam kratke vzpone, z katerekoli točke, če se ulije, se lahko obrnem in sem v 4 minutah doma. Za preverjanje vremena vam seveda priporočam kakšno dobro aplikacijo. Jaz preverjam na različnih portalih, Il-Meteo, Vent2Sky, Windy, YR, Meteo.si, Meteoradar, ni da ni. Ampak, če potegnem črto, absolutni zmagovalec je Il-Meteo. Pozor, ne glede na vse, ali radi kolesarite v dežju ali pa ne, pazite v nevihti, da vas ne bo kje sesula kakšna strela. Če mene po poti slučajno dobi dež, potem je prva izbira zmeraj ta, da se čim prej ustavim, poiščem zavetje in nekje vedrim. Moje osnovno razmišljanje je zmeraj varnost. V dežju na cesti si ful izpostavljen. Ves si moker, lahko se prehladiš, lahko te oprema užuli, slabša je vidljivost, vozniki te ne zagledajo tako hitro, niti ne pričakujejo kolesarja na cesti. Če so na cesti še kakšne luže, te lahko fajn poškropijo. V glavnem, na mokri cesti je vse skupaj precej težje, ampak v nedogled ne moreš vedriti. Takoj po dežju so ceste najbolj spolzke in najbolj nevarne, zato ker so še mastne od prahu in olja. Potem, ko jih dež spere, je dosti boljše, kmalu na začetku je pa res obup. Vem, ko smo enkrat šla s kolegom takoj po dežju kolesarit, na istem križišču jo je oba spodneslo in sva imela ogromno sreče, da nisva padla. Moje najvažnejše pravilo je, da vozim zelo počasi. Prvič zato, da kje ne zdrsnem, drugič pa zato, da ne šprica tako močno izprot koles. Špricanje od zadnjega kolesa niti ni tako moteče, pač si moker in umazan po hrbtu, ampak kaj hujšga ni. Dosti bolj moteče je špricanje izpod sprednjega kolesa, kjer ti vso vodo, tisto umazanijo direkt z ceste, šprica naravnost gor v obraz, v nos in v usta. Ne samo, da je moteče, niti ni higiensko oziroma zdravo. Jaz sem nekako ugotovil, da pri vožnji do 22-23 na uro tega špricanja izpod sprednjega kolesa ni, tako da se lahko dokaj normalno pelješ. Kakor greš malo hitrej, pa ni več prijetno. Jaz zato prav zaradi varnosti po dežju vozim bolj proti sredini ceste in probam pokriti čim več luž, zato da me vozila ne pošpricajo z njimi.
Zaviram striktno na sprednjo zavoro. Nikoli niti pod razno več na zadnjo. Sem se navadil takrat v Stari Gori, ko niti ni padel dež, ampak sem slučajno preletel na spustu v en moker ovink in me je odneslo ko na ledu. Takrat sem podzavestno stisnil obe zavori, ker me je mokra cesta na spustu presenetila in sem imel več kot 30 na uro hitrosti. Sem pa jaz šel kasneje probat na kakšen spust po mokri cesti, zaviranje spredaj, lepo nežno, z občutkom in se da varno pripeljati dolino, ni problema. S dežjem moraš biti še posebej previden v mestu. Dosti več je luž, raznih spolzkih jaškov, belih črt in tudi pešci so dosti bolj neprevidni, kadar pada dež. Jaz imam s sabo zmeraj eno manjšo PVC vrečko, v katero lahko zavijem telefon ali pa kakšen denar. Tako da, če me dobi dež, se vsaj ne sekiram zaradi tega, da se bi mi to zmočilo. V jesenskih in spomladanskih pogojih imam pa s sabo zmeraj tudi tak tanek anorak, ki si ga oblečem, zato da me ne prehitro premrazi in zazebe, ker tisto kolesarjenje je potem še težje. Ko dežuje, morate računati tudi s tem, da vam bo zmočilo števc in morebitne lučke. Zdaj, če so te naprave vodoodporne, ni problema, je super, se bojo mogoče samo umazale. Zdaj pri mojem števcu, ki ima zaslon občutljiv na dotik, lahko padajoče kapljice sprožijo kakšne funkcije, ki jih jaz ne bi želel, zato v takem primeru zaklenem zaslonček. Deževne kapljice znajo biti moteče tudi na očalih, tako da včasih, glede na to, da se voziš itak bolj počasi, se skoraj bolj splača, da daš očala dol in se voziš brez njih. Vsaj vidljivost je boljša, kar pa je v takih pogojih zmeraj važno. Od vožnje v dežju imaš sigurno precej umazan dres, predvsem od zadaj po hrbtu. Včasih priletijo gor kakšne mastne kapljice s ceste, ki ne grejo nikoli več dol, še posebej, če je dres bel oziroma sveto. Seveda umazane bojo tudi hlače, nogavice, čevlji. Še najbolj od vsega je umazano kolo, gor se primejo razni drobni listki, kakšen prah, vejce. V glavnem tisto je treba takoj očistiti, ko prideš domov. Ko prideš domov z umazanim kolesom, je po eni strani najlažje, če ga takoj splakneš z vodo, ker gre takrat vsa umazanija zelo enostavno dol. Najbolj pametno pa je kolo temeljito očistiti, oprati, razmastiti in spet podmazati. Jaz zadnje čase uporabljam čistilo Mac Off, ki se zelo dobro obnese, sem zadovoljen z njim. Pošpricaš, pustiš par minut, da razmasti in splakneš. Sem kupil kar komplet, da imam noter tudi za mazati verigo in pa nek lak, s katerim se potem kolo namaže, tako da se blešči in da se prah ne prijemlje tako hitro nanj. Drugač pa v deževnem vremenu ne ostane drugega, kakor da doma vozite trenažer ali pa gledate moje videe. Jaz pa z nosom pritisnjen na okensko steklo in še dobro, da so kapljice na šipi, da se ne vidijo moje solze. Kdor se rad vsaj virtualno vozi z mano, bo od spodaj v opisu videa najdel link do Strave za tole današnjo furo. Jaz pa bi se v tej točki rad zahvalil vsem, ki mi stiskate všečke, vsem, ki komentirate in z mano delite svoje osebne zgodbe. Hvala tudi vsem novim in starim naročnikom. Upam, da vam bo kakšen od teh nasvetov prišel prav. Želim vam srečno in varno vožnjo. Hvala vam za pozornost in se vidimo prihodnjič. Čau, čau!